zadnji epizodi MCC podcasta. Tokrat je z nami Neja Likar, umetnica, ilustratorka, skratka Celjanka, ki mislim, da že tudi vsi dobro poznate. Če pa še ne, jo boste pa spoznali v naslednjih parih minutah, ko se nam pridruži na podcastu. Tako da, Neja, dobrodošla. Hvala, ki si vzela čas za nas. Tako da, mogoče kar za začetek, kakšni so bili tvoji začetki, si ustvarjalka, umetnica, ilustratorka? Mogoče kakšni so bili tvoji začetki, kako si začela, kaj se spomniš iz otroštva? Ko mi postaviš tako vprašanje, se mi zdi, da se to nikoli zares ni začelo in si tudi ne znam predstavljati, da se kdaj to konča, ker je to v bistvu nek način življenja, ni sam služba, ni sam neko obdobje ali pa nek izraz. V bistvu znajo vsi okrog mene povedati, da sem bila že kot majhna zelo likovno izrazna. Jaz se spomnim, da sem bila še taka zelo sramežljiva in tako, da sem se znala sama s sabo super imeti in to je bil en del tega. Da sem resno začela v bistvu o tem razmišljati kot o poklicni poti, mislim, da je že bilo kar dosti proti koncu osnovne šole, s tem, da še takrat nisem bila to pogumna, da bi se vpisala na umetniško gimnazijo, to sem pa kasneje malo obžalovala. Sem bila pa pol toliko bolj drzna pa brezkompromisna pri izbiri akademije in potem so te stvari bile veliko bolj natančno določene, da tako bo, pa naj bo kar če. Valjda z vzponi padci, tako vsaka druga, po moje, itak vsaka pot, sploh pa kreativna pot, sem v bistvu tudi počela, mislim, sem opravljala še druge poklice, sem kombinirala en čas, tako da zdaj sem pa v bistvu zadnja leta ne maram se tako izraziti, pa se bom samo na tej poti in ja, je zanimivo, pa ne bi zamenjala za nobeno drugo, no. Se našla zdaj v tem popolno, tako da to je, kar te veseli, kar si. Ja, to je to, kar sem, s tem, da se pa zadnje čase v bistvu rada popravim, da nisem pa sam to, veš, ko velikokrat se mi zdi, ko nek tak kreativen poklic pa način življenja zbereš, si pol kar naenkrat sam to, a veš, in pa rada rečem, ja, že, ne, ampak sem tudi nejaka rada počnem tudi kakšne druge stvari, pa opravljam kakšne druge vloge v življenju, ful hitro se tudi sami enačimo s tem, a veš, da je to vse, kar počnemo in smo in kar nekako ni prave ločnice med prostim časom, neprostim časom, tako, zato ker ti je fajn, ker je to, kar rad počneš in potem je to en tak fluiden prenos tega, no, med dnevi in časom in sodelovanji in vsem, no. Tako da to mogoče je en skill, ki ga zadnje par mesecev skušam, eno ravnotežje tle uloviti, no. Se mi zdi nujno in ful potrebno. Da pa malo ločiš vse, ne? Ja, da se vseeno, veš, velikokrat me recimo ljudje vprašajo, kaj pa potem še rišeš za sebe ali pa kakšna taka vprašanja, veš, ker to vse zgodi pri stvareh, ki jih razviješ praktično iz njega hobija, ne, mislim, čeprav se meni zdi zelo dolgo nazaj, da je to bil hobi, a veš, pa to kar naenkrat rišeš vse za sebe na nek način, ne, ni zdaj enkrat ja, drugič pa ne, tako. Zato je treba najti eno ravnovesje. Se pa mogoče spomniš kakega izdelka, ilustracije, česarkoli, ki ti je dal vedeti, aha, to pa bi jaz mogoče tudi delala kot službo, da bi bil to pomemben del mojega življenja, tako kakšna taka stvar, trenutek v preteklosti. Več kak bi ti odgovorila na to vprašanje, ne zgodi se mogoče z izdelkom samim, gre se bolj z nekim obdobjem, v katerem prepoznaš, da se, ne vem, ali izdatno več delaš, pa mogoče v slogu napreduješ, ali ti nekako okolica da vedeti, da vidijo, da zdaj se je pa nekaj takega zgodilo, tako kot da nekako v valovih te stvari prihajajo. In jaz se spomnim, mislim, valjda, to je po moje brezkompromisno pogojeno, da ko vložiš več časa, ko si bolj suveren, pa si hkrati bolj samozavesten, pa hitreje delaš. To se je meni, mislim, vem, da ko sem v MCC-u imela prvo razstavo, ne vem, pri takrat 14 letih, sem absolutno bila nesuverena, tako mi je bilo, a res, jaz razstavo, ja, koliko pa to zdaj, ne? A veš, takrat mogoče še tega ne morem toliko začutiti. Spomnim se pa zelo dobro, ker sem študirala na Portugalskem, da sem začela, ker tam smo pa drugačen način dela bil, tudi jaz sem v bistvu kar dosti se prepustila temu, res sem izdatno več delala
in sem tudi nekako taka, veš, ko rečejo temu, da odkriješ svoj slog pa svoj izraz, se mi zdi, da se je tako to občutno začelo dogajati in mi je bilo tako, a veš, ko postaneš suveren v nekem načinu, kak stvari počneš in se ne sprašuješ to potem, a bo to zdaj tako prav, a ne to tehniko zberem, ampak je to, v bistvu se zgodi en tak flow, še, mislim, ko ni tega klikerja toka, veš, bolj spontano grejo stvari in sporočila se pol skupaj zlagajo, no. Tako da vem, da takrat je bilo eno tako zelo pomembno obdobje, da pa sem postala nekako suverena v tem, kot v poklicu, bom pa rekla konkretno res zadnja leta, pa še to so marsikere lekcije, ki se jih učim sproti, od komunikacije do sodelovanj, do, a veš, take stvari, ki pa pridejo, mogoče niso toliko odvisne od samega izraza, ampak bolj od načina, kako potem se te stvari poklopijo v neko celoto, no. Pa ko naj bi v bistvu prej niti pričakoval, da se zgodi to na tvoji poti, ne? Ne, sej, mislim, tako sem prej v bistvu se popravila, pa se res skušam, vsak poklic ima verjetno neke take izzive, v tem se pa z vsakim nekim sodelovanjem, pa z vsakim projektom kaj novega naučiš, veš, tako da bilo bi mi ful krivično enega izpostaviti, ne, mogoče je bil kak bolj, ne vem, mi tematsko bolj na kožo pisan, pol je sigurno ena taka prelomnica, kot je, ne vem, prva knjiga, prvi branding, koncept, ilustracija, veš, mislim, prvi tak projekt, in na vsakem takem se pol nekako skupaj učiš stvari, pa rečeš, wow, to je pa tema, ki me res zanima, ali pa to je pa ekipa, ki mi je bilo super z njo delati, ali pa na tak način se pa vidim, a veš, tako nekako upam, da sem ti smiselno odgovorila. Ok, superca, že prej pa smo malo dotaknili tudi tehnik, katera je pa tebi ljuba tehnika, katere se mogoče tudi najbolj poslužuješ v tvojem ustvarjanju? Svinčnik, definitivno je to svinčnik, ja. Mislim, zdajle, ko sem se selila v nov studio, sem prav razmišljala, da je to že prav malo me sram povedati, koliko je teh svinčnikov, ampak jaz imam res rada svinčnik in se mi zdi, da lahko res ful enih stvari narediš s svinčnikom, ampak ja, še vedno pa, to se me že tudi v bistvu nekako cel life drži, da pa ful rada kombiniram, pa mi je kolaž blizu, pa kombiniranje z digitalno tehniko, pa logično naslednji korak od svinčnika, ful imam rada barvice, tako da ja, sem ful strastna zbirateljica svinčnikov in barvic in mislim, včasih tako dolgočasno zveni, ko rečeš svinčnik mi je super, ampak mi res rada delam, no, ful mi je všeč, kakšne teksture lahko v bistvu dobiš s svinčnikom in ja, no, to je to. Si moraš stvari nekako tako enostavno zasnovati, veš, da se vedno da, no. Ja, se pa v bistvu glih zadnje čase sem se začela pa ful teh raznih online tečajev za ilustracijo, veš, kakih tematskih udeleževati pa tako, pa tudi sama sebe malo postavljam pred izziv, pa probam pol kako tehniko, ko mi mogoče ni, v kateri nisem toliko suverena, recimo, veš, kak zelo abstraktna akvarel, kaj takega, pa pol skombiniram s tem, se mi zdi, da moraš vseeno si pustiti ta prostor, da se vedno učiš zraven, da nisi kar tako, v tem sem dober in to je to, a veš. Da zapustiš tudi malo kdaj cono obdobja. Ja, nujno je, res. A veš, pa da se ne navadijo tudi, ne, na vse zadnje ljudje, a veš, ona dela to in konc, ne. Tako, je fajn, da presenetiš sebe in ljudi okrog, no, da rasteš s tem, da nisi kar v redu s tem, kje si, no. Tako ja, no, da zapustiš svojo cono obdobja in da ostaneš aktualen, ne, se pravi, da nikoli se ne nehamo učiti, ne, učenje je vedno pomemben del nas. Ja, pa da se ne zdolgočasiš, a veš, v tem, mislim, jaz vidim, da kakor si malo postavim nekih izzivov ali glede tehnike ali tematike, ne, tudi jaz v bistvu dam ful bistveno več in drugačen rezultat iz sebe. Od kje pa črpaš pa mogoče navdih za svoje... Ti povem iskreno, da sem tale vprašanja, tako kot sem ti že prej rekla, res preletela in sem se pred tem ustavila, ker navdih, inspiracija, tako ponavadi, kdo to omeni, je meni en tak love and hate pojem. A veš, ne zgodi se, recimo,
da bi jaz, ne vem, a veš, imela neke popolne dneve razsvetljenja, kjer je, a veš, vse super in rečem, wow, zdaj pa, ne. To je A veš, tako si veliko ljudi nekako to predstavlja, ne, in se mi zdi, ko take stvari počneš in delaš vsak dan, ti mora biti navdih že neka zelo basic situacija ali pa mogoče neko počutje, ki ni nujno fajn. Včasih je navdih lahko, veš, smo imeli recimo tole leto ogromno enih navdihov ali pa tematik za, a veš, so lahko tudi neke situacije, ki so nam res basic, vsak dan je težke, ki so izzivi, a veš, tudi take stvari so ful dobre za črpati zgodbe, ne, in bom rekla, mogoče tak navdih so vse manjše in večje zgodbe, ki me obdajajo, niso pa nujno pogojene s tem, da a veš, da se jaz ful dobro počutim. To je nekaj, kar jaz vsak dan dam od sebe in se trudim, da ni nujno pogojeno s tem, a veš, da sem jaz, ja. z neko Ker si točno mogoče področje. včasih tako iluzionistično to predstavljamo, veš, tako jem tropsko sadje, gledam fino pokrajino in potem, a veš, pol je eno razsvetljenje in rečem, danes bo pa metulj, a veš, tako, ne. Pa imaš včasih tako, kdaj pisatelj reče, danes imam pa full writer's block, nič ni od mene, se tebi tudi tako kdaj zgodi? Ja, valjda, ampak veš, kaj sem se zdaj že v bistvu naučila, da je najboljša stvar, ki jo lahko v takem momentu naredim, da grem v naravo in ali pa ne vem, izberem kakršenkoli način, da se umaknem, ker se mi zdi, da včasih se pol še bolj zavozlaš in, a veš, greš preprosto malo stran in potem definitivno stvar drugače pogledaš. Včasih mogoče bo mogla odležati par dni, teden, dva, ampak bo pol bolj sveže. Tako sem se že naučila, da pol je takrat ne sičim in je ne silim, tako. Če mi to valjda projekt dovoljuje, no, to ne pomeni zdaj, da obstanem z njim, ne, čisto, ampak ja. Včasih, ne vem, ali zato, ko je kaka tematika ful izziv, včasih zato, ko preprosto predolgo gledaš v eno stvar, veš, pač normalno je, jaz mislim, da kdorkoli ti v takih poklicih reče, da ne, se ful laže, no. Saj to je tudi tako, da bi rekli, da imamo vsi vsak dan dober dan, ne, pa ga nimamo. Ja, tudi to ne verjamem, če pa obstaja kdo, bi bila pa ful vesela debate z njim, ker me res zanima, kakva je ta formula, Če no. pove recept, ne. Ja, mislim, že naše telo funkcionira tako, da je, veš, polno nekih ups and downsov, kako ne bomo mi, a veš, in je, ne vem, edina konstanta je, da se stvari spreminjajo in normalno je, da tako se kreativen flow in delo in ideje, a veš, in In da v se mi zdi to. Je pa tudi res, veš, da se včasih mogoče zakrčimo, zato ko je ena stvar ful velik izziv, pa je tudi dobro prepoznati, a veš, kdaj je to, kdaj je ono, ko se bo pa nekaj večjega zgodilo, ne. A veš, ko včasih se pa zavozlaš, pa ti takrat najboljše stvari nastanejo, ko se malo pomatraš še, ne. Stojiš pa tudi za znamko Sketch, če še kdo ne ve, in pod to znamko ustvariš tudi mnogo stvari, nisi samo osredotočena na eno zadevo, na en izdelek, tako da mogoče poveš kaj več, kaj vse ustvarjaš pod to znamko. Sketch je v bistvu ime mojega podjetja, mojega studia, ki nekako že samo ime nakazuje, da je malo širše postavljeno, ker mislim tudi se lotevam večjih različnih področij in načinov ilustracije, tako da že tukaj zajema neko širino te storitve. Hkrati pa v bistvu tudi zajame produkte, ki jih v bistvu ustvarjam pod to znamko, in to so produkti na tekstilu, kot so torbice, majice, tekstil, printi za tekstil, razni tiskani izdelki, koledarji, zvezki, potem pridejo pa razna tematska sodelovanja, ki so pol tudi hkrati predstavljena pod znamko Sketch. Tako da ja, je studio in so produkti, ki v bistvu nekako tematsko pa v primerno letnemu času pa situacijam prihajajo. Leži se mogoče za imenom Sketch tudi ta ljubezen do svinčnika? Ko sem zbirala ime, se mi zdi, da to je en tak postopek, nikoli ne rečeš, to je popolno in tako je edino prav, ampak sem se potem vprašala, kaj je ono izhodišče, ki druži vse te stvari, in vedno se stvar začne pri skici in ponavadi tudi velikokrat pri koncu še nadaljuje. In je to neka taka zadeva, no, ko jih je lepo smiselno povezala, no. Pa želela sem tudi, da je neko tako internacionalno ime in ja, evo. Že prej smo se malo dotaknile tvoje samostojne podjetniške poti,
Pa mogoče bi si dala kakšen nasvet tebi pred parimi leti, ko si začela, kar mogoče veš zdaj, da bi ti pomagalo v preteklosti. Ja, veš, zanimiva stvar je, ko greš na samostojno podjetniško pot, ko ti veliko ljudi govori o tem podjetniškem načrtu in kako moraš to vse že predvideti, marsikaj naprej. Jaz bom zelo iskrena, jaz marsikaj od tega nisem se lotila na ta način, bolj mogoče other way around. Tako da tu bi si mogoče rekla, ne, pa vse in to malo bolj, ne. Ampak po drugi strani sem si pa mogoče kar kdaj favš tega brezkompromisnega poguma, ki sem ga znala imeti, veš, na začetku, pa mogoče nisem imela marsikjerga odgovora, ne, kako pa kaj se bo določene stvari odvile, pa me je to tudi stalo kako lekcijo dodatno več, ampak mi je ta spontanost veliko dala. Tako da ne vem, če bi si zdaj to hotela preprečiti za nazaj, a veš. Veliko je prineslo enega znanja, ki mogoče sploh nisem pričakovala, da ga bo toliko okrog avtorskih pravic, pa pogodb, pa takih stvari, ki prinesejo se zraven in mi moramo biti na njih pripravljeni in jaz bi najraje to, veš, po moje vsak kreativec po duši bi pred tem zbežal, ampak so to stvari, ki so sestavni del in jih moramo poznati in največ zlorab se tu dogaja, ne, v takih poklicih in no, to so bili meni ful veliki izzivi, priznam, res veliki in mogoče neka usklajevanja, sodelovanja, grajenje neke znamke, prepoznavnosti, to so vse, ne, ampak zanimivo je pa, ko pogledaš za nazaj, se ti zdi, pa se ni bilo tako težko, ne, mislim, veš, za nazaj točno veš, zakaj je moglo v tem nekem vrstnem redu iti in se mi tudi ne čuti pol toliko težko, no. Je pa itak dejstvo, da je največje učenje iz trial and error, se pravi, vsi se naučimo največ iz napak. Zato pravim, da taka, veš, biti iz te perspektive pameten za nazaj je mogoče tako kar malo hinavsko, ne. In mi je ful jasno, zakaj gre tako, no. In sem vesela, da sem mogoče v določenih situacijah, tako življenjskih kot kariernih, ne, ful intuitivno naravnana, da pač se mi zdi, da določene stvari vem, da se morajo odviti in da je pač vreden stisniti in tvegati in probati, a veš, tako. Ja, absolutno. Ni pa tudi, ne, a veš, tako vsi govorimo, pa tudi, ko jaz poslušam kakšne podcaste, pa kreativce iz takih drugačnih področij, se mi pa ne zdi, da je tak strašen bavno, da se nekako smiselno odzoveš na čas, na situacijo, pa se marsikaj da ful dobro zrihtati. Najdeš potem tudi, a veš, ni izgovorov, najdeš čas, najdeš način, prave ljudi, tako, a veš, se stvari tudi pol smiselno skupaj sklopijo. Za tebe se definitivno je, tako da čestitke. Pred kratkim si sodelovala tudi z Leo klubom Mavrico in sicer si ilustrirala knjigico Levček Aleksander na eskimskem taboru. Kako pa je mogoče ta cel kreativni proces, kako se odločiš, kako boš kreirala tega knjižnega junaka, ti v bistvu daš življenje temu knjižnemu junaku, kakšen je proces, kako začneš, kako se lotiš tega? Ti bom odgovorila tako glih v bistvu ene par minut, preden smo midve začele s temle snemanjem. Vem, da se bo to v kasnejšem času potem predvajalo, ampak so mi sporočili, da lahko pridem prevzeti knjigo, no, tako da jo že komaj čakam. A veš, to so vse stvari, ki nastajajo mesece in pol je to čisto neka druga situacija, ki jo vidiš ko pride k življenju, no, ali kako, veš, so to eni taki kreativni otroci pol. Drugače pa ja, jaz sem tudi sama zdaj del Mavric in sem se v bistvu tega projekta lotila na enih večjih ravneh in sicer prvi, ki je mogoče najbolj zanimiv za izpostaviti, ta knjiga o Levčku in sicer prvi del je bila moja čisto prva knjiga, ki sem jo ilustrirala v življenju in je bila več kot 10 let nazaj narejena in jo jaz zelo s težavo pogledam, ne, ker je to, a veš, v bistvu nisem še bila zares na akademiji, nisem mogoče imela nekega takega profesionalnega vpogleda, načina dela in to in meni je pač to, a veš, to pač za nazaj, za tak dolgi čas je to kar težko, ne. In ko smo se v bistvu začeli pogovarjati o številki 2, je bila ena izmed mojih velikih želj, da se lotimo tega na en čisto svež pristop, veš, v takem časovnem razmaku smo kar vsi kreativno
odrasli drugačne neke vloge zavzeli v življenju, je kar en tak, veš, preskok časovni. In sem si res želela vzeti ta prostor, da se stvari lotim na čisten nov, svež pristop. In smo se malo tudi hecale punce med sabo, da je tudi Levček postal najstnik, a veš, da so tudi zgodbe bolj dodelane in resne, ne? A veš, vse gre čez samo zgodbo, neka dobrodelna nota pa osnova, ampak se lotevamo tudi tematiko, kot je disleksija, dispraksija, kako v bistvu zaznavati motnje pri otrocih, kako to komunicirati. Knjigica v bistvu zelo tako spodbuja dialog med staršem pa otrokom, ful je interaktivno zasnovana, tako da te res, a veš, in to so vse eni taki drugačni pristopi, tako da je tudi tukaj na meni kot na ilustratorki bila ful ena velika odgovornost, kako bom ta sporočila prav prenesla, veš, da bojo na tem istem nivoju, koliko smo v bistvu meto hoteli dvigati, da bo tudi cel paket izpadel. Jaz mislim, zaenkrat sem ful prepričana, ful stojim za tem izdelkom, veliko je pa pri takih stvareh odvisen, kako bojo to tudi drugi ljudje, predvsem pa otroci, dešifrirala, veš, tako da tu se more pa pol še en del zgodbe zgoditi, na kjer ga nimamo vpliva, no. Enkrat, ko daš otrok, se pravi, to je na ostalih, kako jo sprejmejo, tako da. Sem pa tudi videla knjigico in so zelo luštne ilustracije. Hvala. Ful sem res ciljala na to, da res se lahko poistovetiš s temi živalcami, veš, da čutiš, da so, ne vem, nekateri liki izgubljeni, da ne znajo nekih nalog opraviti, da ti res spodbudijo to sočutje in da hitro rezoniraš s tem in se mogoče vprašaš, veš, a imam jaz kaj takega v okolici, da ti, to je bil nek glavni fokus, kaj sem jaz želela sporočiti, no. Tako da ja, za vse, ki pa to poslušajo, pa res pozivam, da si jim pogledajo in podarijo, gre za v celoti en tak lep celjski izdelek in se mi zdi, da je lepo biti ponosen na njega, no, da se znamo tako lepo med seboj pokombinirati in nekaj fajnega narediti, no, ko ima tudi en tak zelo plemenit namen. Res luštna knjigica in upam, da jo hitro dobiš v roke, tudi vsi ostali, ki tole gledate, tako da ja, super. Potem pa tudi mogoče se navežem, ti je pomembno to sodelovanje predvsem z ostalimi celjskimi ustvarjalci oziroma to lokalno povezovanje. Ja, tudi se mi zdi, da odkar delam in v taki meri se v bistvu ves čas skušam smiselno povezovati, pa ne samo s celjskimi, tudi s slovenskimi ustvarjalci. Ja, imam pa zelo rada neka smiselna sodelovanja, pri katerih vsak ohrani svoj slog, v katerem, veš, si skupaj res nekako dvignemo celo stvar na višji nivo, pa ne, veš, ko spremljam ta razna, ne vem, Instagram sodelovanja samo zato, da izpadejo, na ta način mi ni v interesu. Imam zelo rada sodelovanja, ko skupaj dvignemo nek izdelek, storitev, prezentacijo na en višji, kvalitetnejši nivo, no. Ja, sploh pri takih solo poklicih, veš, si damo neke vzajemne izzive, pa se mogoče tukaj nekaj fajnega naprej odvije. In ko smo že pri sodelovanjih, lahko povemo, da tudi z MCC-jem pripravljaš oziroma skupaj pripravljamo en skupen projekt, razstavo, ki se bo odvila v sredini aprila, v središču mesta, Celje, tako da mogoče kaj več o tem, kaj pripravljamo. Ja, zdaj kot bi predstavila na kratko to razstavo. Gre za razstavo, ki bo potekala sredi mesta Celja. Mogoče je to nek naš odgovor na to situacijo, ki smo ji bili priča v tem letu. Se pravi, da je v bistvu razstava lahko tudi v nekem zunanjem prostoru, ne glede na to, ali so stvari odprte ali ne, in je umetnost dostopna in neka kreativna dela lahko vse, veš, nam polepšajo, osmislijo dan in se mi zdi, da v tem obdobju to še vsi toliko bolj rabimo. Kar se mene tiče, je v bistvu tukaj spet eno lepo sodelovanje in sicer z poezijo od Sare Kager, kar smo počele že v bistvu v lanskem letu, pa jaz mislim, da bo to neka taka simbioza, ko bo trajala še kar en čas.
Trenutno smo ugotovili, da nama gre to sodelovanje v obe smeri, se pravi, in da jaz ilustriram direkt na njene besede in včasih, da jaz v bistvu kaj narišem, pa se ona na to odzove, kar je v bistvu ena taka ful res zanimiva in lepa simbioza. Naslov tega cikla, ki ga bom predstavila v sodelovanju z vami, je Zemljevid hrepenenja. Se mi zdi en tak ful močen naslov, ker hrepenenje že samo po sebi je v bistvu ful močna beseda in pojem in se mi zdi, da sem s tem hotela povzeti spet nekaj, kar smo v bistvu vsi v tem letu bili priča, no. Vsak je hrepenel ali po neki vlogi, ki je ni mogel dobro upravljati, ali po nekomu, ki ga ni dosti mogel z njim preživeti časa, ali po nekem načinu življenja, ki smo se ga vlupili. Mislim, hrepenenje se mi zdi, da je bilo prisotno tako res v vsakodnevnem tempu življenja, no, in v bistvu vsa dela so nastala v zadnjih mesecih, v tem drugem valu, in ja, na nek tak smiselni način sem jih potem zajela v ta naslov. Te pa za kar ene take, kako naj temu rečem, zelo senzualne ilustracije. Jaz težko v njih mogoče govorim takoj, ko grejo od mene, ne? Mogoče potem, ko je neka distanca čez par mesecev, jih lažje, tako bolj objektivno vrednotim. Se mi zdi pa, da imajo kar en tak zelo močen čustven naboj, pa da so zelo ženstvene. Mogoče, ko primerjam s kakim drugim ciklom, da jih res ena taka ženstvenost povezuje. Ok, super, in upamo tudi, da bojo ostali lahko si čim prej ogledali to razstavo in bojo navdušeni. Tako da, to, ko smo se pa tudi zdaj že dotaknili manj leta 2020, ki je bilo res drugačno leto, polno izzivov, skratka res nepričakovano leto, me pa zanima, kako si se ti odzvala na vso to dogajanje, se pravi, si se vrgla v delo, to vem, prvi val, drugi val, smo rekli, da bomo videli izdelke tudi v naši razstavi, ki jo skupaj pripravljamo. Kako si preživela leto 2020? Si naredila načrte za prihodnost, vrgla v delo, kako si ga preživljala umetniško? Ja, sigurno, ful si lepo povzela, ne, mogoče smo se malo izognili temu negodovanju, da je bilo leto polno izzivov, tako bi mogoče se jaz tudi izrazila. V nobenem delu, pa zdaj tule manjkaj les, trkam, se ni čas ustavil. Moram tudi reči, da v bistvu je zanimiv, da sem se naučila, če ti tako v celem letu povzamem v en stavek, da se je ful potrebno odzvati na čas pa na to, kar se dogaja. Veš, da nismo mogoče mogli biti ilustratorji tako fokusirani direkt na izdelke, ampak bolj na storitev, na nek drugačen način predstavljanja dela, na drugačen način komuniciranja, tudi sprejemanje malo drugačnih projektov. Vse se je mogoče bolj rotiralo na socialna omrežja, na spleta. Veš, če nisi teh stvari imel prej domišljenih, je bil to definitivno čas, da si jih domislil pa reagiral. Ja, ne morem reči, da sem se v kateremkoli delu ustavila, je pa res, da funkcioniram tako, da neke stvari pridejo pol za mano, veš, ko je treba, da reagiram in sem tako, ok, zdaj smo zaprti, zdaj rišemo takole, to je šlo, veš, pa ko so se pa stvari mogoče malo spreminjale, je bilo pa tako, čakaj. Ja, imam nek ta sistem, da potem me malo za kasneje vse skupaj postavi v neko realnost, ampak hvaležna, da so se čist pa neke mogoče nove vezi, nove prilike, novi načini odvila, veš, ko pa jih nisem mogoče toliko pričakovala, je pa res, da sem se na njih zelo hitro odzvala, no. To nisem zdaj hotela tako preveč rožnato zastaviti, vseeno sem ful kritična do dogajanja, vseeno sem enako zaskrbljena in so bili tudi momenti vmes, ko me je v bistvu ful skrbeli za, tako, in me še, za kulturo kot, veš, za marsikjer sektor kulture in se mi zdi smiselno, da se nekako kritično odzivamo na dogajanje tudi v svojem umetniškem izrazu in sem to večkrat tudi sama poskusila.
mi zdi prav, da se o teh stvareh pogovarjamo, pa se odzovemo, pa veš nekako pokažemo, ne, ni vse fajn. Velikokrat se pa od nas, tudi od ljudi mislim, od nas, mogoče, ko se na socialnih omrežjih kreativno predstavljamo, da malo osmislimo pa olepšamo dan, veš. Meni so velikokrat ljudje pisali, pa fajn je videti ilustracije, pa so težki dnevi, pa veš, take stvari. Tako da tudi tu je pa neka vloga, ki jo je lepo osvetliti, pa si mogoče takrat, ko sam zgubiš malo motivacijo, rečeš, lej, pa delam pa za to, a veš. Vse to, ker se mi zdi prav, da je kultura na svetu zato, da se ti izražaš, da jaz to sprejmem, oziroma kot gledalec, kot nek escape za vse, no, in mogoče tudi v prejšnjem letu, no, se še zdaj, ker smo tako res prikrajšani za vse kulturne dogodke, skratka kultura na splošno, je bilo dosti pomembno, da smo pa še vseeno obdržali nek ta vsaj delček, no, da če si ti karkoli narisala, postavila na splet, da je bil splet toliko blizu, da smo lahko še vedno imeli nek delček te kulture. Ja, in je pomembno prisluhniti, veš, mislim, dosti smo razvili po moje dialoga z ljudmi na drugi strani na en čist drugačen način in se probali tudi na to odzivati. Jaz sem večkrat, ne vem, postavila vprašanje, če si ljudje želijo na kako tematiko ali karkoli tazga, pa sem se probala tu odzvati malo, veš. Se pravim, tudi ob nekih obdobjih dne, ko malo zgubiš neke motivacije, pa se ti zdi, da si sam sebi v namen, veš, tisto svojo risbo pred sabo, je tako, nekaj bo pa se tle finga zgodilo, daj še malo, ne. In se mi zdi v bistvu ta razstava, ki jo zastavljamo v centru mesta, ena taka lepa replika na ta čas, ki se dogaja, da v bistvu, tako sem prej rekla, ne glede na to, veš, ali so neke institucije zaprte, vsak se lahko sprehodi mimo, no. In mogoče en tak zanimiv koncept tudi za naprej razvijati, da ne vem, en nov način, no, ko jaz sem se mu z veseljem odzvala in upam, da bo primerno sprejet, no. Ja, tudi mi upamo, da bo razstava super uspela, ker kaj boljšega dan danes kot razstava na prostem, ker si lahko vsi kdajkoli in kadarkoli ogledajo, tako da komaj čakamo. Potem pa mogoče za konec, ne, nam še samo poveš, kje te lahko najdejo, kje imaš studio, socialna omrežja, kje te lahko spremljajo. Ja, moj studio po novem najdete v delu Umetniške četrti v Celju, tako da sem v bistvu ful vesela, da sem tako se smiselno pozicionirala tja. Bom vedno vesela, če mi tja direkt potrkate, še bolj, če mi mogoče prej povete, da mi boste, ne hecam se. Sem vesela, da pridete, mislim, mi je v neki izziv, da lahko z vami debatiram, pokažem, tam imam tudi v bistvu ogromno enih stvari razstavljenih, še več jih bo, tako da to je neka nova hišica Sketch Studio, tako. Na spletu se me tudi da najti, na socialnih omrežjih se tudi trudim biti efektivna, čeprav mi je to ful težko nakalibrirati s kreativno fazo, tako da bi bila to, ko bi si želela na vse načine. Tako da ja, evo, to so moji rokavi, pocupite me za njih. Nea, hvala, da si vzela čas za tale podcast. Dragi gledalci, to bi bilo to iz naše strani. Upamo, da ste uživali in vas seveda vabimo, da se gledate še naslednjo epizodo MCC Podcast.